srečno lega. Prav lepo pozdravljeni ali pa srečno v oddaji Med knapi. Tokrat bomo predstavili zanimivo in pestro življenje slikarja, knapa in velikega človeka Jožeta Potokarja Cvrča. Ja, z njim se je vedno lepo pogovarjati, sploh še, kadar je na svojem terenu ali pa, kot rečejo knapi, o svojem elementu. Res je velik človek in zasluži si, da ga predstavimo. Jože Cvrča, tu na tem prostoru, jaz verjamem, da si marsikatero ušpičil. Tu si se rodil, tu si preživljal svoje otroštvo. Kako je bilo? V kakšni družini si se rodil? Ja, lep pozdrav, živijo. Tu se ne da kar tako na pol ure opisati, ne. Zdaj, če bi ti tlele nalagal, pa prav, kako je bilo čas, imamo en teden premalj cajta. Rečemo, tlele se nahajamo, na Bajtu naprej sem se jaz rodil, pred 65 letom, še malo več, ne. Se že jaz kar bolj malo spomnim, ampak bil tukaj lušen sem bil, sem imel tako otroštvo, da tu sem kol ne pozabil, ne. Tu tele Bajte, ko vidimo, pa tle za mano vzadi, tele levo je bila še ena pralnica, tle so se babice zbirale, naša mama, ne. Tista, ki je ta prva ostala, je mogla ta prva zakurt, so na roke tako velike kotle so imele, kurba, ne, do 400 litrov, ne, ko za pršiče barat. Da so cvete kuhale, pol tle gor na travih, na travnki, tle gor je že malo za otroke, tak mišmas, da so drugače, pravim, avtomobila ni bilo, kakva skirca, ne, pa bicikla tudi nobenega, ne, kaj je šele avto tu. Tako da spomini so lep, fajn, krasen, da se sploh ne morem predstavljati, kako let tete otroci kot danes, pa tudi moji otroci so bili, ne, so tudi raztjapili se tako kot tvoje so bojo verjetno po celi Sloveniji, po celem svet, ne. Se še spomnijo za danes, pa ne vem, no, tlele pidemo čas mim, kjele do Borazerja, do brata, ki je tam na hišo naprej doma. Pa malo spomina bujam, ko se obrnem tako gor po Bajtih, pa vidimo tako, ki je tlele, rečemo, še kar ta gang, železen tak je bil, ne. Ta jen so že moderniziran, ima že les čez, pa planke čez, ne, tako da je prav avtoktona taka Bajte ni več tako, ki je bila. Tele smo šli peš, tam vzadi, ki je cesta zdaj, ki je dom upokojencu, ne, tle je Domfrca vozila včas. Mi smo rekli Domfrca, ne, se je bila ona na Domf, na Kulm. To je bil edin prevoz, za deputat pa Kojne. Grošelj, pa tale, mesto je, da je bil Frajle, Zretja, so deputat vozili, ne. In nekrat z mašino pripelo, rečemo, po tirih, tam do Ipoza, Ipos je tam, ki je zdaj tudi ruševina, na žalost, ki je bila fajn firma včas, ne. Ti so bili te prvi moderni cajti. Je kar med glezem pripelo, otrok nas je bilo pa kot bog. Tu smo skakali pred mašino, poprečk, rečemo, v vsaki hiši je bilo tam 40-50 otrok. 2 stranke čudni, pa vsaka familija je imela najmanj 3. Kakšna je bila pa tvoja družina? No, pri nas smo bili 3, imam še brata pa sestro, jaz sem sicer najstariji. Smo tako, ne vem, a so tu načrtno delali ali na koledar gledali, tako ko bi se, ali vsake 4 leta pa po eden, ne. Drugače nismo bili tako fajn razpoljegan, ne. Kaj pa je bil oče? Oče je bil knap, ta prvi je bil nadoben na dnevnem kopi. Mama je tudi na dnevnem kopi delala, je bila tudi Negedin, Picasso je aufmišala bolj kakor deci, ne. In je, posta se, kakor je mama pravila včas, ne. Ta sem malo spoznala, tralala, pa sem bil že jaz na vrst, ne. No, pa smo se preselili pa tle na Terezijo. Tista la hiša tam naprej. Tam se je pa začel status. Stalin umrl, Cvrča se je porodil, ne. Zdaj mi pa povej, se kaj spomniš iz tistih časov, otroških časov, kakšna hrana je bila v teh knapovskih družinah? Ja, za hrano je pa tako. Hrane je bilo dost, ne. Sam nismo vedeli, kva so škrince, ne.
to še danes marsikateri v Sloveniji ne ve, pridem pa rečem škrince napolitanke, ne. Banano nisem videl živo, jaz sam ne, enkrat sem se zmotil, sem jo po naključju kupil za soseda, je rekla, peta nekaj zapravljati, pa nisem videl, ko se reče, sem namesto napolitank, sem banano prinesel, ne, in že to je bilo vse narobe. Rasli smo na kruhi pa na mast, ne, pa zelenjavo. Torej, kruh, ocvirke? Ocvirke ali pa smetano. Smetano, pa tajen na smetano čebulo, tajen na mast čebulo, tajen na mast cukor. Ampak smetana pa posneta iz mleka? Iz domačega mleka, seveda. Tlele vzati je bila mlekarna tudi, smo tiste kanglice, 2 litrske, ne. Je pripeljal k mlekarno, rečemo tiste 25 litrske kangle, pa so šle mame po kangle, mlek kuhati, pa je bila pa smetana debela 3 centimetre, ne. Pa kruh je bil tudi domač. So bile tle peči vsaka 2 bajte, 2 ali 3, ne bom se točno spomnil, meni zdi, da 3. Vsaka 3 hiše so imele svojo pralnico, pa svojo peč. Zdaj pa tista, ki je mogla ta prvi stati, na 3 zjutraj, zdaj računi 20 strank. Otrok kuši, tu se jedli, ne, lačen si. Tista, ki je ta prva zakurila, ne je imela največ dela, da je pet se grela. Pol čez dan je že šlo in je ta prva začela, rečemo, v 3, pol 4 zjutraj, včasih že prej. Ta zadnja je pa nahala ta bo na 3, 4 popoldne peč, ne. Pa je bil pa tisti kruh po 3 taka hlebca, 2 kila, pa pol do 3 kila, v kivder, pa mrežo, pa je bil tisti 3 helti so bili za cel teden, ne. Ko so bili pa prazniki, recimo cerkveni prazniki, je bila pa verjetno tudi orehova potica ali pa kakšna metova potica? Ne, za cerkvene praznike ne. Pa nas, jaz se spomnim, se je bolj na Godvaje se da zelo veliko. Jaz sem uradno Jože, foter je bil Jožef, ta prav svetnik, ne. In za Jožefu so se zbrali vsi otroci, bratranci, sestrične, stara mama so naredila, takrat so pa naredila orehovo potico. Pa mora biti za Božič, ne, ampak ne tako orehovo, rožičevo. Vse orehov ni bilo, ne. Masa pa tako. Masa ni bilo, takole kot tlele čubarako vidiš, je bilo noter 3 turne premoga, kolma, pa na stran pa za zajce boksi, pa je vsak jemo približno 20 do 50 zajcev. In smo zajce žrli, še danes ne morem zaradi tega zajca jesti, ne. Tu smo sam zajca. Ampak verjetno so bili vidne, bila tudi kakšna župca, ne, sam pol kasnejše. Kaj pa kakšen prašič? Prašiča smo šli pa v klavnico, pol že malo kasneje, ki je fotor iz dnevnega kopa šel v rudnik, jaz sem bil 6-7 let star. Star fotor je bil mesar drugač, je klov za Limberg, pa za Retje, pa gore hul, ne, cedal kak meso odkule za prebojišk. V klavnico, pa šel star fotor zraven, živega prašiča, pa ga je udaril odkula, če nimamo tukaj špeha, nisimo kaj prašiča kupovati, ker mi smo mast notali, ne, enih 50-60 kil mesti, pa smo prašiča pretrebali za špago, pa tlele gor po barako čez noč, nekaj kulma požaril, zjutraj pa koline, pa smo tiste koline imeli. Po noci je se pa vse, udrije pa parklo, čisto vsega, tudi ne nič ostalo, ne. In tisti prašič je bil pol, veš, da star fotor je to pol, so tudi mesenke naredili, suhe klobase, to je bilo vse preštet, ne. Sem jaz kjer ukradel, se spomnim, veš, da tisti dešali tam po špajzi noter, ne, suho salamo, veš, da je bil žero. Pa je fotor šihta prišel, pa prav, ona klobasa manjka, ne, pa je mati rekla, ja, vse sem jo jaz pojedla, ne, mi je pastala, pa fotor ni rekel nič, ne. A še spomniš iz tistih časov, kakšne igre ste se šli otroci? Ja. Veliko smo se žogo lovili, ne tako, da ti jo imaš, pa sem pa kje, pa skrivali smo se kje do ribnika, tam, ki je bil Bajru čas, ne. Pa tle med gredam, tle ni bilo nobenega bloka, pa nič. Samo grede, ne, pa smo malo prdaj skradili, po lužih, pa take stvari. Tam, ki je bilo največ svanerija, pa kjelo hosta smo šli, smo rekli, Brigorjeva hosta, ne. In tam sem šel, rečemo, na 8 v hosto, opoldne šla mat kjelo vakacije, pa se je drla kje čez hrib. Prid domov mulj s hudiču, južno je, ne, da smo se pol eden po eden, smo tiste hoste cepljali.
Po južno, spet nazaj v Hostlo. Pa gor po Limberki, pa po Puseti. V glavnem, dolgca je tudi en bilo nič. Da kakaj igrače imeli, ni teorije. Bicikli s kirco. Fotor je naredil kar 2 kolesa od nekega starega vozdička, pa desko čez, ne, sličuha, smučka, tu je vse fotor sam naredil, ne, take stvari. Za šolo pa verjetno ti tudi ni bilo kaj veliko, a? Ja, tam pa presenetil, ne. Do 4. razreda odličen. Matematika, fizika, telovadba, vse za 10, no, za 5, ne za 10. Potem je pa Cvrčo že kak cigaret prižgal, ne. Že takrat? Veš, jaz sem hmaj začel, ne. Kako sem hmaj začel delati, jaz sem delal tudi začel 14 letam, ne. Pa smo pa kakva lumparija, pa da bi se puncam dopadli, pa sem pa kja, pa je bila taka partija čudna, nagajiva, ne morem se na partijo zgovarjati, jaz sem bil sam zraven, jaz sem bil podpredsednik, ne predsednik je bil drug. Potem sem pa začel tam už jazga, pa sem pa kar dokončil 6 razred hodil, ne. Potem so mi še enkrat en razred zraven, so rekli, lek bil priden, da nisem nagajal tukaj ta zadnji let, me vse vedenje snimo dve, da nisem snimo nezadostno, ne. Je bilo to doma kaj problemov, ko nisi rad obiskoval šolo potem? Moram reči, da ne. Rečemo, ena fajna anekdota je mat prišla na govorilne ure, ne, pa prav Tašica Kovačičeva, še dolj živa, fej ženska, so doma na kavico s tem starim Tašicam, nek sem nas učila, se vidimo. Jo, je rekla, a veste, da vaš pop kadi? Mate pa rekla, vem, vseh mi krade, je rekla, ko bo naj glavo odsekam, ne, zastop. Tu so v take stvari, vedela je, da če da bo v šolo, bom šel pa na šiht, ne. Za šiht pa ni bilo problema, tu pa dubo kudarc hotel. Cvrča je priletela, kakšna topla je pa sladka, okrog ušes, je bilo kaj tudi tega kaznovanja takrat? Moram reči, da okoli 6 poglav nikoli. Tako bom rekel, hetno se sliš, tisti, ki je bil bolj, se je za nekaj jemo v teh Terezničanov, je kjer mu otroki klefuto premato, ne. Nas so kar bolj popis napravili. Mat me tepla vsake 3 dni, kuhanci zmanjkali, pa videla, da nič na nuca, si pa svoje mislila, ne. Fotor me pa samo 2krat. Nikoli ne pozabil, 2krat me je napravil, enkrat mi je dal šus ured, takole, kar iz kuhne, takole, to je kuhna, ki je stanova, jaz sem priletel, ko mač sem se prijel, kja za vrata, pa zdrsilo je, ko risank, ne, in to je bilo dosti, ne. Je bila taka avtoriteta, tukaj smo se bali, mati je že hopila, ko grešit, ne, ni nič nuca, ki je vedela, kak sem. Fotor je pa sam prišel, isto, ko jaz pri svoje punc. Na gang, moja bivša se je drla ko zihr, je Katarina, koncu se z rok, gremo na južno, ni bilo nikoli težav, tako da ni bilo tudi potrebe. Ni bilo potrebe. Vem, da so bila stanovanja kar precej mrzla, kuhna je bila topla, cimri so bili bolj hladni, ne vem, jaz se spomnim, da smo se mi noge greli tudi s cigli. Ja. Kako je bilo pa pri vas to? Pri nas isto. Zdaj, bajte so že takrat malo stari, ne, pihali posod noter, vse za pokrit smo imeli, kotar je imel kožakl cementa. Če bi danes s takim kotrom bil pokrit, bi bil skus v bolniški za križa, ne, ti star tež kotri, pa ima dala v pretrur, so bili še zidan špurhati, ne, pa čelešin gor za toplo vodo, pa dala v pretrur po 2-3 cigle, pa smo šli spat, pa je v rjuho zavila 2-3 cigle, pa no, da je bila topla pojsla, ne. Sicer si imel dolg vijolčas nos, ampak si zaspal, pa lepo zaspal. Še danes spim na mrzlem pred odprtim oknu pozimi, pa je že -15. Bile so pa verjetno ob hudih zimah tudi razne podobe na oknih, ledene slike, rože. Ja, tu pa ne sam kot otrok, tu pa še tam na bajerih sem zdaj, ne. So bili ti stopili v okni in tukaj je not pihali, zdaj pa v kuhinji se je kurili v pekli, ne, je bilo vroče, mati je šla v cimer, pokakati cvota, ta sopara, ki je v cimer in zjutraj smo dihali, če ne se bilo tako beguncev mater, ne, da smo dihali ta sopara in so bile rože take, da nisi
kaj pa z nohtom, z nožem, ali pa da se otaja, drugače nisi spravil dol. Ne. Cvrčo, zdaj pa predlagam, da se predstaviva prenovljenemu Terezija rovu. Tudi tam imaš kar veliko spominov na tisto, kaj ne? Tam tudi takih fajnih, zanimivih, le gremo pogledati. Iz Terezije, še vedno na Tereziji, sva se preselila pred Terezija rov. Prej sem dejal, da si še kako povezan s to mašino tu zadaj. Torej, tvoja poklicna pot se je začela kje? Prav poklicna pot, mislim, na 6 sem šel, kot 14 star moj sem šel na Holcplec, lesno skladišče. To dol ni bilo z rostom poslan, ne. Iz 8. razreda pa kar na meter snega, pa 4-metrska regle, pa tako smo na roke nosili, ne. Ampak ni bilo nikoli, da bi rekel, da je težko. Pa sem bil pa 17 pa pol, maja pred 18 letom, sem dal pa prošnjo za jamo. No, pa sem prišel pa, mi je dal pa mašinist, ki je vozil tolo mašino, ki je tukaj za nama, ne, hem za komarata. Pa sem pa hunta kupil, pa cicke, pa tiste zadeve, pa tiste ket na nos okoli, pa bekslo, pa naprej laufal, tak pinč sem bil za vse. Včasih, če nismo šel, ko tu je v jamo vzdel tam iz Einzerja, prav iz vhoda, dojke na Einzerja, ko greš noter, nek so se knapi do draja šohta palali noter s tako mašino, pa so šli pa nižji dol, ne. No in smo, kadar ni bilo kaj, da niso ljudi vozili, ne, da smo sem les vozila, pa je tisto star komrad rekel, da pa kar samo v jamo pijel, ne, jaz pa kup bi danes dal Mercedes za najnovejšega, ne. Za kurblu, zvečer na nohših, rečemo, pol enih, 2 zjutraj do Drajerja, pijalo, pa sem začel pa tule voziti. No, pa sem pa sem izpit tudi za to naredil, pa sem pa na 4 meseca sem vozil to mašino. Pa sem pa bil dosti star, 18 let, pa davaj. Skiro na ramo, pa gremo v jamo, ne. Takrat naprej, takrat pa lahko rečem, da sem ratal pa knap. In kako je bilo 18 let star, s Knapošno se poprijateljiti? Čisto enostavno. Mislim, meni je to hecen danes, ker prav drugače, če pride ekskurzija, rečemo v Rudnik, ne, in pol ženska so hodila v jamo, pa tak študenti, pa so prišli gledati. Jezus, pa niso mogli dihati, pa slep, pa se zabiješ le, pa se zabiješ kje, pa si umazan, pa mi smo čikali, pa pluvali, in tako kot kavbojski odgriznil štango, pa pluvnil kje, ne, tu so kozlaj podvač povedati, groza je bilo te jene. Mi smo bili pa navajeni, nisto kot ti, si bil delo pisarn, ali si v šolo hodil, ali tako da jaz nisem čutil nobene razlike, ki je bilo konč šihta, normalno 2-3 pira pa domov. Kaj pa je bilo v jami najtežje zate? V jam najtežje? V jam najtežje je bilo, če si mu zajebnega komarata. A pa da te tazga poteknil, da ni znal skiro v roke prijeti, si nekaj delo, pa se mudil, na hitro cekati, pa se ni znal obrniti, a je seba potoku, a je mena potoku, a je soseda tam udaril. Mislim, to je bilo najbolj grozno. Se nekaj mudil, nekaj bi red na hit naredil, ki bi zraven teba se pa znajdu ni, ne. Dej kot sam pa v blati smo bili, pa bežali smo, pa nas je tudi voda zalila včas, pa plini so bili, pa smo, vsa sorta je bilo, pa tukaj si prišel ven z jamah, si cigaret pa žgal, te prvo veže, 3-4, preden se stoširal, sigurno plučka vrgu, ne, smo na 3 skadil, se skupil, prišel v hotel, smo že o babi govorili, smo že ljudi obirali tam okolisto, kot taka stara baba, ne, zato. No, jaz vem, sem knapovski otrok, vem, da če je sirena zatulila, ki je oznanjevala recimo kakšno rudarsko nesrečo, da nas je bilo zelo strah, a se bo ata vrnil domov, a se ne bo. Je tebe kdaj v jami dobilo? Ja, pa tudi jaz sem bil, je bilo že par takih primerov, da sem šel za kazen tudi ven delati, ne. Rečemo, je komrata, pokojni Cesenko Miha, moj for je bil, pa smo, zdaj ne moram ti razložiti, ti mogo bolj pokazati, ne, smo iz tekočega traka železnega jemala ven tako 4-metrsko ranto,
pa ga je prijel. Pa nisem najdel taštra zaustaviti, pa sem kroskiral, vzel pa sem kabel presekal. Ne. Nisem pa potuhtal, da bi lahko, če bi bil metan, plin, bi lahko pa 300 ljudi ubol. Ne. To, če bi bila eksplozija metana, bilo grozno. In to je bilo grozno, ko so zvedli v pisarni, ko sem naredil. Ne se koparat mi dal za pijačo, pol krave, face date, pa sem pa ja, ne, ampak jaz sem pa zakazan mogel jeti pol leta ali 3 mesece, ne vem, se ne spomnim točno ven delati. A pa takih, da se udaril, prst zlomil, ali da te je zasul do pasa, ali voda je udrla, pa smo bežali pred vodo, pa taka stvari. Tu se je večkrat zgodilo, sam nikoli to bilo kritično. Ne. Z Ruško pa ja, to sem pa videl, ko nisem vedel, so pubi, glih tukaj le noter smo šli. Recimo iz Drajarja smo sem peš prišli, pa tle je bilo malo lesa, pa smo šli pa tle noter, smo hodili, rečemo, 10 minut, 15 minut peš, pa si šel pa dol do Save po stopnicih, tako stopnica so bila. Vmes so bila pa taka etaža za premog, ne. Dokler se ni to užgal, se je zdaj zaprt pa zasud. Pa se je tle lahmajek je noter, lahko ti rečem, 200 metrov, 300, se je z Rušk naredil, pa so not ostali. Ampak so bili tale Šeki, tale tudi Terezinčan, no, pomarati moje, se jih poznam, se so še don živ, vsi skor. Šest jih je zasul, ampak ne toliko, da bi jih potlačil, da bi bila kakšna nezgoda, ampak zaprli mi pot. Pa so pa kar tak katen, takle rur za luft, ne, za zrak, se pravi skozi, pa smo jim devali noter malo ruma, malo tobaka, pa voda, pa smo se pogovarjali, dokler nismo odkopali, pa do jih prišli. Sreč ni bilo nobenih plinov, ne. Tako da ni bilo kaj groznega, ampak če si pa zastop, pa da ne veš, da je do tebe prišel, mora pa kar grozen biti, pa ni fajn. Ne? Se ti je zgodilo, da si kakšnega komarata izgubil, tudi mogoče na drugi izmeni? Komarata ne, bile so hude nesreče, rečemo prste potrgali pa tak, pa to mi je bilo isto kot dober dan, zastop, se to spročakoval. Edin pok si videl, ko se je naredil, pa tam prste okoli, ne znam, da je to, da no, kjer pa južno to gledal, še jesno mogo. Meni se ni to grozno zdaj, na dva sem pa videl, enega sem videl, sem šel gledat, ki je v šoht padel. Nista bila glih komarata moja, sodelavca sta bila, rečem. Eden je bil dol z Bosne, je rinil pred sabo hund, tak je telo vzadi, železen hund ga je rinil, pa je pozabil, da mi smo rekli mačka po tirik, ja, ne. Ni mačka, ni zaprl tir, da mu hund navidel noto šoht, vrata so bilo odprte in tu je bilo noto rudniki v šohti, veš. Tu je jaški bil no prav jam noter, ne. In je porinil, pa je videl, da pile, pa se je toliko strašil, da ni mogel spustiti. Pa je šel s hund, držal se je še, so ga najdli, na dnu je padel, ne. Rečemo, ni 60 metrov globok. Zakala not med hunte, nič krval, taka so bila tudi, ko smo videli, tam ti ni glih vsejen, ne. Ampak pa rečeš kot balej, si bil sam kriv za stopš, malo maren. Se ponovati so vsi rekli, če bi po predpisih delali tako, ki je bil napisan, pa ne bi to enega hunta nafilali, ne. Se ni dal. Smo mogli to obiditi, ne. Varnost je igrala sam takrat vlogo, če si sam varen zrihto, pa sam varen delo. Po predpisih se ni dal delati rudniki prav tako, ne. Je res tako, kot pravijo, da je v jami komarat šaft, torej, da je res pravo prijateljstvo, ali je tudi v jamah bilo veliko sebičnosti? Sebičnost ne. Zdaj, sebičnost, ne, to je lahko velik problem. Smo delali skupaj, smo bili na etaž noter, pa smo bili v rudniki skupaj. Vsakom pomagal, da bi se kjer stran obrnil, pa da je teke matral, vsak je preskočil, pa pomagal nekaj narediti, prijet, kakorkoli, ne. Pol v zunih spršel pa ven, ki bo treba za pijačo dati, tam se je pa začela malo sebičnost, ne. Tam se veš, tem se me babnica buhvar, da bi dinar zapravil, ne, pa da naših denar niso koš, pa denar naših, ne, pa pustimo te zadeve, te robotko. Ja, pa lahko rečem, da ni bilo nobena sebičnost, ne. Je bil to prav, komarati smo bili zebanti
Z en drugega smo se frisa pokali, babnice ubirali od moje do 3, 4, 5, do njegove tiste, ki je govoril, vse poznali smo se, veš, da jaz sem bil 7-8 ur skup na dan, ne. Pa šel v gostiln 2 ure, sem ga veš, da sem ga bolj poznal kot babnico, sem sam 4 ur na dan videl, ne. Ja. No, vmes seveda si ustvaril tudi družino, imaš 2 otroka. Enega hčerko, no, na otroka pa je tako smo vsi, na otroka smo ponosni, ne. Šolala se je, zrasla na Terezi gor, tam smo prej govorila, a na 2 bajte višji, je bila vzgojena še bolj na tak način, kot jaz, probal sem tako, ne, da ta prva beseda ni bila mama, ata, je bila dober dan, da so seveda pozdravili, da sem naučil se jo malo starejše spoštovati pa to, ne. Mi je to uspel, v šoli se je sama učila, ki bom jaz, če je šla pol v srednjo šolo, pa pol na faksko, jaz pa 6. razredu, ne moram biti inštruktor, ni govora, ne. Tako da je šolo naredila pri Kruhi, da, no, bil sem oženjen že prej, pa nekod ni štimal, tako da sem malo po parih letih šel na razen. Pol moja bolezen, sem prišel na Golnik gor, sem zbolel za pljuča, čeprav še kar kadim, ne, reko po svet gledam, nažalost, ampak se vidiš, mi ne fali nič, ne. In pa sem pa gor spoznal to Nješko, ti jo poznaš tudi, ne, zdajšno, s to smo pa stalno sklepčeno po posvet. Pa mi je tudi do tistega statusa, pa kar imam, ne, pa kar sem v slikarstvi naredil, tu ima kdaj drugič, malo kasneje, ima tudi velike zasluge, da je podpora z vseh strani, ne. Se je dalo takrat v tistih časih s knapovsko plačo colongo preživeti? Komot. Jaz ne vem, nakvarjam se s politikom, ne zanimamo politika, ne lev, ne desen, ne pikas, flekas, ne. Na dopust si lahko šel, kredit, če si vzel, novo kuhno kupiti, tudi za avto že kasneje, ne. Ni bilo benga problema, si imel kredit, se ti ni poznajo predsojenk. Se mi zdi, vse si imel, kar si hotel. Saj jaz sem imel, ne. Zdaj pa, jaz se nisem nakvarjal s politiko, nisem protestiral, edino sem protestiral, sem proti tistim, ki so jih tako so meni včasih policaji, si imel dolga lasa, pa so me zato zaprli, si imel dolga lasa, ne. Tu so take zgodbe, tako da nisem po rjastih vodil po golih otokih, tako to sem jaz sam poslušal, ne, pa me tudi ni zanimalo, me tudi še danes ne zanima. Ne šiht, družina, dopust, otroka, kruh izpraviti, status je ustvariti, za prešparati, glih ne vem kva, ne, šparati nismo znali, tu še danes ne znam, nažalost, se pa daj komot. Počasi se bova preselila v tvoj atelje, še prej pa, kako gledaš na ta zaton rudarstva, konec je z rudarstvom v Zasavju, se je to po tvojem moralo zgoditi ali se ne bi bilo potrebno, da se to zgodi? Meni se zdi, da ne bi bilo potrebno, ne. Zdaj tu filozofirajo ti politika, ne. To je vse politika, se pravi, že prej sem omenil, da jaz se s tem ne ukvarjam. Ni škoda samo rudarstvo, škoda je strojne tovarne, škoda je termoelektrarne, škoda je, če se spomniš nazaj, smo se v šoli učili, Trbovlje je bil 4. največji mest industrijsko Jugoslavije, ne. Tuzla, Zenica, Maribor, pa že malo Trbovlje, ne. Je bilo za šiht, pa zato ni bilo problema. Pa malo politika, pa malo tu, pa so malo ta zeljan, pa tle imamo tega ptiča, ne smemo tu postaviti, veš, da v čega je to pripeljalo. Je pa velika škoda, ne, da se ne dela več. Čeprav danes si ne predstavljam, kako bi lahko rudnik funkcioniral, je predraga proizvodnja bi bila, ne. Če bodo zanamci še vedeli, kaj je recimo Perkmadeljc, kaj je Herc, kaj je Hund, kaj je Pikasej, kako ste mu vi rekli, mi smo mu rekli Herc. Ja, Pikasej, ja. Ne vem, če. Že zdajšnji otroci ne vejo, ne. Enostavno ta avtohtona naša, zasavska,
trbovska, rečemo, ne. Ker mi nismo Trbovčani, nismo Štajerci, nismo Zasavci, mi smo Trbovčani, ne. Škoda je, ko to izumira. V šoli se tu objavlja veliko. Včasih mi ena Tršica pravi, Pet boš kaj povedal, tako lahko midva govorima, ko je bilo jam, ne. Pa imajo tisti pravnučki, ki sem jaz zemske obdelal, z njihovim dedekam, pa tako oči, da je mašina pripeljala kja, pa da sem se z mašino pel do Terezije, ne. Ja, kako pa tu pa sem, pa jaz sem, ko se tu je oči, tu ve, tu je dedi, tu ve, pa pradedek tudi ve, ne. Ja, pa nikoli nič ne pove, ne. Jaz ne vem, a so tukaj z otrokom, zavirvam, pa so tak cajti, da enostavno o tem se ne pogovarjajo, ne. Jaz pa kamorkoli pridem, čutim, moram to povedati. Zdaj pa, če daš še to mečkam na humorni način povedati, pa malo žgečkljiv, poštekljiv tak, veš, pa malo provokativen, da je še malo smeha zraven, pa da ti malo prisluhne, se potem začne pa sami spraševati, ne. Pa že kak liter na mizo pada, ti se še ne gremo, da še kaj pove, ne. V šoli pa ne moreš liter vina dati na mizo, da smo potem pogovarjali, ne. No, Cvrčo, če je pokojni, žal že pokojni Tine Lenarčič veliko v tej rudarski tradiciji napisal, pa tudi žal pokojni Ljubo Odlazek, pa če sem tudi jaz kaj napisal, pa še kdo od drugih, si pa ti ogromno rudarskih motivov narisal. Pa preden greva v tvoj atelje, od kje, od kdaj ljubezen do slikarstva, do te umetnosti? Jaz ne vem, to je že enkrat v osnovni šoli prši. Jaz sem skozi rad pisal, ne. Jaz sem bil v stani tudi doma, sem nalogo naredil, ne. Pa sem vzel knjigo, pa sem po 4-5 listov na roke prepisal s peresnika, tako nek penkalo ali pa kuli, namakal tinto not pa pisal. To bi imel tak užitk pisati. Pa sem pa še kako packo naredil, pa včasih smo šli v Kraska delo odspod, ne. Eno vrstico si nehal pisati, pa si v Krask naredil, ne. Tršica pohvalila, jaz sem v Kraska delo kar čez pol lista, ne. Pa veliko sem teh stripov bral, pa romanov, in sem videl, kako se da to v živo narediti, in pa sem začel pa jaz malo kopirati kak strip, pa kaj narisati. Pa so rekli, to je pa fajn. Pa sem pa videl, da sem precej boljši sodrag, ne. Pa je pa knezo Jana spokojni, smo nažalost spokojni, tudi fajn kolega bil, ne. Je pa videl, da mečkaj nastopam, pa mi je dal likovni nezadostno, hotel mu je na akademijo spraviti, ne. A sam se ni dal, foter je rekel, ne, kruh rabimo, denar rabimo, na ših bo šel, ne, te prvo ne boš, kje boš te prvo v familiji pa študiral, ni šans, ne, to je že preveč za meščansko, ne. Na šeht, pol, ta drug, ta trek bo pa že nekud. No in pa Janez videl in mi je dal veliko spodbude, kaj mi je povedal. In moram reči, dokler ni umrl, so bila skozi fajn prijatelja na dobri liniji. Hodila tudi, mi imamo to čas, da sem z njim hodil skupaj slikati, pa mi kaj povedal, pokazal. Pa so prišli pa še razen drug, so še že prej ukvarjali kak Poznič, pa kak Rački, pa tudi drug fajn slikari, Franco Kopitar, da ne pozabim, ne. Sem bila tudi fajn prijatelja, plus tega, da je bil fajn slikar tudi. Tako da sem se vsem fajn počutil, vsi so videli, da nekaj znam, potem pa to v kri pride. Brez tega pa ne moreš, ne. Danes imam pa atelje, boš videl, ko imam prišel kaj v atelje, ne, rečemo, ura jenih župov imaš na mis, ne, pide nješ kak ja. Ja, sam piko bokačo, piko še pritisnem, ne, jaz pa črto naredim, ne. No, pa pojužim malo dremat, popoldne pa spet kaj v atelje, ne. Cvrčo, na poti v tvoj atelje si povedal še eno zanimivo o eni deski, pa eni ženski. Ja, tu pa tu, ne, ko smo znali knapi enega zafrkniti, seba pa izredno zabavati, ne. Čeprav za vsak zločin, za vsak kriminal si ni bil kriminal, ne, je tudi kazen pol. V jamo so večkrat prišli ekskurzije, ženske iz fabrik, pa tudi študenti, no, pa so pa enkrat smo naleteli
na zjutraj šiht je bilo, nikoli nam pozabil. Med malcem mi sedimo, tako da farlokam, ne, mislim, za steno. Pa je bila tam ena taka luknja, kvadratmeter pa pol, pa voda noter. Vspod je bila pa pumpa, bibo smo rekli, ne. In zdaj ti, če si hotel mimeti, si sem mogel pojti za tiste rure prijeti, pa za tiste klobne, da si se spajso tam mim nekot, ne. Pa jaz gledam tiste tja, ta ena se je matala ko mravljica, ena ko kača, ni šlo. Pa sem rekel komarati, Božo rožice pisal, tudi zeban, če huj ko jaz. Sem rekel, daj na desko, kja. A mi za štlopa gor, je rekel, mi bo pratal, da bo probimo, ne. O, gospa, čakajte, je rekel, veš, čisto uradno, resen. Dajte kar stopite, pa je tako desko, vzel, tak šprudl, rečemo, 30x20, pa dal na sred luže. Kar tle gor stopite, je rekel, ne. Pa čez, hvala, ste vi prvi, hvala meni prijazen reč, ne. Bom dopasan v tisto lužo. Učka, čelada, upitje, groza. Tako da so te ena se jokala, na srečah so videla, ko se je nadel, te ena pa smajala tudi, kako je do tega prišlo, ne. Samo, kako pa spet drug dan, ki je v pisarno, ne, ja, tule se pa nadela, pa butla, pa ko greta delat, ne, pa smo spet za kazen bili 2 meseca v zoni, ne. Čeprav je bilo fajn, ker je bilo poletje, nam ni pa vsaj prvo čujem tudi, ne. Je bilo še kaj podobnega? Ja, je bilo kar. Takih stvari je bilo dosti, tako če bi malo debatiral, pa da bi še kak tak zraven, pa da bi še kjer spomnil. Rečemo, ena je taka, tudi smo to na Terezi delali, ta je pa kruta, ne. To mislim, da bom zdaj po imeni, ker ga tudi poznajo po Trbovljih, ne za tukaj Šajt, da je Einstein, ne, ampak vse drugače je v redu poba. Je bil na Terezi doma, mi smo imeli pa po noč šiht. Pa je pa eden, ki je bil, no tu lahko rečem, da je bil gospodar Čijala, ne, je rekel, da ima zdaj malo tega pa tega, ne heca, da jedem doma pri bab, ne. Ko pa če bo šel ven dec, ne. A je rekel, se ni tukaj pretegen, je rekel, da bo zdaj šel ven z jama, ne. Zdaj pa ni bilo treba jeti z jama ven, si šel kar po Terezi Rovi, tam, ki je tisti Embah, 50 metrov gor je pa doma v tisti bajt. Se verjetno ti ga poznaš, tam nam zdaj za javnost povedal. Ja, veš pa tale, v tega pa tega. A veš, da sem ga deca videl, sem šel na noših neganki, tu pa sem pa kja. Ja, kjera pa? Je pa tako, kot da je po teh govoril, ampak tudi na glas, da je on slišal. Ja, tega baba, ne, to sem pa kja. 10 minut decam kjer. Pride nazaj in pokazal hodiča. Se kar tresel. Dudan zjutraj, ob 10, pa policaj na Enzari, ne. Ko pa zdaj, je tu dec, tu baba prtjepo, se boš kafe tam okoli, ne. Tukaj je bil plitu, tukaj je bil, ne, mi smo mislili, da pač doma imaš trajta naredili, ne, zakaj pa ne, da ne to samo vavr sem imela. In je pol tak kraval naredil, babam to prtjepo, da je mogla duhter jeti, ne, in je hočeš, mislim, vse smo se smejali, sam bolj potih, ne. To je bilo groza in unak je bila prav hecna in tak je bila za unga dotičnega malo manj hecna, ne, za nas je pa še kar danes hecna, ne. Tak humor je bil med knapi, ne. Ja, zelo črn humor in tudi ga vsak ne zastop, ne. Tudi kule, če se pogovarjamo, rečemo, se dobimo, ali jaz grem dol, nam zdaj po imeni, nam reklama delovan lokal, pa kak star znanc mi pride, so v sparjatu, pa tu, kje se klato, ne, tralala, se spomniš tega pa tega, ne. Pa mu kako tako rečeš, da tu bom kar pogledah, tam sosa zraven ne ve, za kva se gre, ne, pa tjep nazaj, ne, pa veš. Tak krut humor, ampak neš, ga moraš znati pa zastop, ne. No, zdaj si pa tu v svojem svetu, Ja, tu veliko časa preživiš, zadaj je nekaj tvojih stvaritev, ampak vse pa niso, ker si jih nekaj zdaj dal na razstavo. Ja, no, zdaj imam, zdaj imamo v Krmeli razstavo, točno za rudarski praznik, ne, v Trbovljih do tega še ni prišlo, ne vem zakaj.
verjetno tudi ni tukaj posluha, ali pa nisem se na ta pravi ljudi obrnil. Pustimo to. Je ena kolegica, predsednica kulturnega društva v Krmelji, Nevenka. Ja, pa bijemo razstavo, ampak ja. Pa pri nas smo tudi knafi bili, ne. Pa jaz nisem vedel, da je bil v rudniku Krmelji. Za Kočevje pa to sem vedel, za Krmelji se pa nisem glih spomnil. Ja, rekla so, knapi še živ so dol, s knapih so delali dol, ne. Sem rekel, pa kar naredimo. Pa sem jaz nekaj slik imel že nareditih, sam jamo, rudarska tema. Nekaj sem jih še naredil, tako da glih včeraj smo govorili, da bo taka solidna razstava. In zakaj v Krmelji? Tudi v te kraje treba pripeljati svoje znanje, pa če ga že tle cenijo, ker verjetno da ga nekaj znam, ker ne znam, tudi ne bom kaj znal, da jim tudi pokažem drugim, pa isto kulturno dediščino, isto rudarstvo, isto ampak ja, in je tu medostopen njem dojko, kar pa rečemo pri nas v Trbovljah, ne. In z veseljem pokažem, kaj tazga, morbit, veliko sem dosegel, če bomo razstavo debatirali, takole si pa ti hodil, ga pa takole si pičil, ne, ali pa se spomniš takih huntov, ne. In če bomo tu med otvoritvijo na uro ali pa dve debatirali, je cilj dosežen, ne. Kaj so tvoji najljubši motivi? So to motivi iz tvojih rudarskih časov? To pa težko reči. So motivi, ki mu bo stalno potegnil. Stalno bom še kako sliko na ta motiv naredil, ampak moral v glavu dozoreti, ne da bom kar ilustrativno pokazal, kako se je delal, ampak da je tak čustven motiv, ne. Pa da ga na platen prinesem, to bom stalno rad delal. Drugače pa tako, ko vsak slikar raziskujem, tudi sodobne stvari malo, obožujem risbo in grafiko. Rečemo, delam po ciklih, sem delal stare kuhne, pa sem delal akte, pa sem delal živali, kojne, pa sem naredil 5-10 slik, pa sem se navaličil, pa sem šel v drugo stvar delati, pa sem šel akte delati, pa sem na vej format, abstrakcijo, 1x1,20 m delal, ne. Pa sodobno slikarstvo, vsakega malo, ne. Odvisno od razpoloženja, kakor rečemo tam, če imaš v zadnji, je en taka mečka, en tak oakenček, nekaj lesonit odžagan, pa platen čez. A pa če bi vzel en ašenpehar, pa bi na ašenpehar neki pepelnik, no. Na ašenpehar nekaj naredil, en portret, karkoli, sam da nekaj delam, nekaj se mora dogajati. Je pa tako, ko je ti pravšnje, to je kraljestvo, tukaj sem. Kateri tehnik te pa najbolj cenijo? To so mi pa tako, ne, 100 ljudi 100 čudi. Vsakič ima svojega malarja, širša publika, pa to v Trbovljah, zanimiv, ne. Dokler sem knapa delal, pa sem knapa pokazal, risba in grafika. Tu so mi tudi strokovnjaki, pri Foxi gor na Akademiji v Ljubljani so mi tudi, sem malo pokazati, ne, da sem malo raziskoval, ko delam. So rekli, tu je to, risba in grafika, slikar boš tak povprečen, ne. Ker je tudi res, ne, se nisem, ne vem koga, veliko boljših, veliko pa slabi. Kar znaš. V risbi pa v grafiki sem pa prišel do nepopolnosti, ampak tudi je tukaj delal zame, tukaj cajta z eno risbo, tukaj jaz delam. Tudi krokije, ne hiter, 2 minute pa je risba frtik, ne. Če te prime na moment, jih naredim 5, me prime, bom imel takoj barvo v zoni, pa tako kot tlele rečemo, pa barvo gor, drug dan mi je spet kaj drugega na glavo padlo, ne, tako skačem sem pa ja, odvisen. Če imam pa malo večjo idejo, malo dalje kilometer dolgo idejo, rečemo, da bi pa en ciklus naredil, na 3-4 slike ali pa 5, ali pa eno pa veliko, pa naj bo to abstraktno ali pa čisti realizem, tu pa pol delam, dokler ne speglam, začnem pa naham, ne. Skratka, dolgčas ti ni, če ti je pa dolgčas, ti pa jaz prinesem recimo 5 pravljic, pa rečem, Cvrčo, bi narisal ilustracije. Se spomniš tega? Ja, se pa spomnim, ne. No, vse kar te ilustracije. To je najeno skupno. Ja, no, te ilustracije, to je, jaz sem zadovoljen,
z učinkom risbe in graf, čeprav dela je bilo ogromno, ne, pero risma, ne, črt, milijon. Se mi zdi, da je kakor tukaj moja, avtoktona, da sem delal tako, ko jaz znam, pa figura, pa te like, da sem jih naredil tako, ko je treba, ne. Zadovoljen, ampak to je bilo premaj cajta, rečemo, ne. Če bi tako, ko jaz to druge ilustratorje poslušam, vse so vrhunski mojstri, ne, ne bomo se s tem primerjali, daleč od tega, ampak da bi se daj še menil naprej, to mora en let, dve prej se vedeti, napisan biti, pol se pa ti spustiš v tu, ne, pa da uživaš, ko delaš. Že pri telih snijemo, če spršo 20 spomniš, sem ti pokazal to risma, da njih 50 različnih skic, pa krokijo, pa če belek so bila bikini, pa kopajka, pa kožuha, vse sorte, ne, da sem do tega prišel, da se tu še bojiš narediti, ampak je treba pa cajt, ne. Zdaj pa vse pa tudi ne moreš, je pa tudi meni škoda cajta, jaz pa zdaj, ki je sezona, pa skačemo, ko se vidiš, da smo se kom izmenili, da smo do mene prišli, ne. Pa pomagam malo po društvih, malo pri invalidih, posod me je dost, gremo z mojo malo 2-3 dni, Notranjska, Gorenjska, Koroška, posod se stepama, ne, za vikend pa doma lušim malo prespati, da imam malo mira. Ne glede na to, da si cenjen med slikarji, tudi med akademskimi slikarji, pa vendarle bi se dalo preživeti samo slikarstvom, pa verjetno, glede na to, da nimaš akademskega naziva, so temu primerne tudi cene nižje slik, prodanih slik? Ne bi rekel. Cena je pa čisto odvisna od tako, ne. Mene je en pokojni Jutršek, ki je bil cenilc držav za te zadeve, likovni kritik, je rekel, slika je tako vredna, tako, kot je prodaš. Če prodaš za evro, je vredna samo evro. Če prodaš pa za 100 000 evrov, je vredna pa 100 000 evrov. Tist moment, ko jednih tega pride, da če delaš po naročili, čisto ti bom odkrit povedal, kako je. Po naročili, ja, pa bratula, pa tule, zdaj vidiš, če je preveč smotan motiv, tak zajebam po domač povedan, da mi sem umrl zraven, kom delo rečem 5-krat na drugem, pa ti bo pol cnej naredil, ne. Če pa vidim, da mi je neki izziv, da bom použival, pa jaz pol cnej dam, da mi je slika rata, ne. Sem že tudi zakiral, malo več dobil, zakiral malo me, sam ljudje se grafiko šel vzamajo, ne, za kak daril, tu so cene tam od 30 do 50-100 evrov, ne, tu ima vsak. Sliko, če je okvir 50 evrov, te ne morem dati sliko, pa je za 150 evrov, ne, tu nagraj. Pa bi te jen še na 2-3 obroke, ne, pa da ti še kakaj najskopo, da ti plačal, ne, tu pa ne, tu pa že prostitucija. Pokojnina je tista, ne? Ja, živim se od penzije, kakor imam, ja pač imam, lačen nisem, žen nisma, moram mojo zraven, ne. Koliko imam penziona, pa povem, ne vem točen, tu ima moj financminister Nješka, tu je dam proste roke. Če pa že dobim za kako sliko, za kako grafiko, gre pa vso tu, kar vidiš okoli, v okvirje, v material, v penzla pa v te zadeve, ne. Pa ne, mino moram malo za tale atelje plačati, ne. Ti sporada vole, en par pirov mes pijem, sam da sem tlela umiri lepo kot kralj, ne. Cvrčo, jaz ti želim še veliko ustvarjalnih let, pa hvala, da si svoje otroštvo, svojo mladost, svoje delo tudi zdaj v tem ateljeju delil z nami. Ja, hvala tudi tebi. Upam, da bomo še kaj več pokazali, da je malo kasneje, ne. Mora nekaj novega zrastiti v Nezilenki. Če smo oddajo začeli ob Jembahu, jo bomo tu tudi zaključili. Z nami je bil Jože Potokar Cvrčo. Zagotovo bomo v naslednjih mesecih pripravili še kakšno zanimivo oddajo, v kateri se bodo naši sogovorniki spominjali rudarske dediščine. Do naslednjič pa srečno. Srečno, lega.